hvala, ker ste prišli in si vzeli čas pred poletnimi oddihi za tiskovno konferenco k izidu prve številke letošnje amfiteatra. Moje ime je Maja Murnik. Z letošnjim letom sem prevzela uredništvo revije in zdaj je pač ta številka na voljo, debela, lepa in tako naprej. Ostalo vsebino boste sami ocenili, seveda. Naj povem par besed o njej. Pretežni del številke sestavljajo 8 izvirnih razprav. Vse so v slovenščini in v angleščini. Prevajalec je bil Jaka Andrej Vujevec vseh teh razprav. Dodana je pa tudi ena recenzija, ki jo je napisala Tajda Lipicer, o esejih o komediji Jureta Kantarja, ki so išli v okviru knjižnice Mestnega gledališča Ljubljanskega lansko leto. Večina teh 8 razprav je nastala na podlagi simpozija, ki je bil jeseni lani tu v teh prostorih Slovenskega gledališkega muzeja z naslovom in na temo Gledališki eksperiment na Slovenskem v letih 1966 do 1986 in njegovi odmevi. In to so članki, ki so nastali na podlagi predstavitev na tem simpoziju. Dva članka z tega simpozija bosta objavljena v jesenski številki, tako da to še ni čisto zaključena zgodba. Kar se tiče tega simpozija, pa je sama ideja se nastala ob izidu zbornika Generator za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov, ki sta ga leta 2022 izdala AGRFT in Slogi. Gre pa za zbornik, v katerem je Blaž Lipan zbral približno 60 slovenskih eksperimentalnih dramskih in uprizoritvenih tekstov iz že omenjenega obdobja 30 let približno, se pravi od leta 66 do 86. In so delo več kot 30 slovenskih avtorjev. V tem zborniku so kakšni teksti bolj znanih avtorjev, pa tudi takih, ki se danes ne ukvarjajo več z dramatiko in jih poznamo po drugem delu, kot na primer Astro Močnik. Zbornik je tako po eni strani zopet pač te tekste nekako objavil na enem mestu in ponudil izhodišče za sam simpozij, za prevetritev tega obdobja in vpliv teh dramskih pisov na uprizoritvene prakse. Med temi 8 razpravami naj naštejem avtorje, ki so objavili. To so Branislav Jakovljevič, Tomaž z Univerze Stanford, Tomaž Toporišič, z naših fakultet, Gašper Troha, Barbara Orel, Varja Hrvatin, Maša Radi Buh, Jakob Ribič, Krištof Jacek Kozak, Gregor Pompe in Nika Leskovšek. Če celoto pogledamo, se več člankov ukvarja z uprizoritveno pisavo. Katere nove oblike so se pojavile v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Te nove oblike sicer niso odpravile tradicionalne drame in njenih form, so pa bistveno spremenile vlogo besedilnosti, tako v sami drami kot v gledališču, kot v odarskih praksah. Tako da so pogosta tematika, ki se lotevajo avtorji razprav, je ta, da se obravnavajo raznovrstna nevarna razmerja med pisavo in uprizoritvijo, med dramskim tekstom in eksperimentalnimi večinoma uprizoritvenimi praksami. Večinoma je to v slovenskem kontekstu, ne pa izključno. Posebej pa so obravnavane bralne uprizoritve. 2 razpravi se s tem ukvarjata. Po drugi strani pa tudi specifični in manj poznani vidiki
tako recimo operni glasbeno-gledališki opus Darjana Božiča, ki ga obravnava Gregor Pope, ki ga je pač v tistem času Božič uveljavljal neke najbolj sodobne modernistične postopke v smislu Johna Cagea v Združenih državah, vendar nekako okolje še ni bilo temu doraslo v Sloveniji. Potem Nika Leskovšek, ki se ukvarja z reprezentacijo ženskosti in predvsem z njihovo odsotnostjo. V zborniku Generator, kar nekako namiguje na patriarhalnost tistega časa. Potem je tu razprava Krištofa Jacka-Kozaka, ki pretresa pozabljen dramolet Tarasa Krmaunerja in njegovo dvoumno pozicijo Krmaunerjevo glede obravnave Šalamunove poezije. Potem seveda omenim Branislava Jakovljeviča, ki pokaže razliko med množičnimi spektakli, kot so se odvijali vsak 25. maj v okviru Jugoslavije ob praznovanju Dneva mladosti, in pa med podobnimi performansi, ki so imeli vse estetski in subverzivni potencial. Na koncu pa razpravlja tudi o vplivu in pomenu sodobne umetne inteligence oziroma recimo modelov ChatGPT-ja. O dekonstrukcijah dramskega pri izbranih avtorjih od 60. let pa vse do sodobnega časa razpravlja Tomaž Toporišič in ugotavlja različne oblike, različne izume dramskega in dramatičnega v teh raznolikih prepletih, v teh tekstih. Potem sta pa še dva teksta, katerih avtorje imamo tu prisotne in za katere je najbolje, da jih sama predstavita, gotovo bolje, kot jih bom jaz. In zato vabim Gašperja Troho, naj prvi prevzame besedo. Hvala, Maja. Moj članek Sodobna dramatika in vprašanje dediščine neoavantgarde 60. in 70. let. Pravzaprav se loteva neke podobne teme kot Tomažem, se pravi vprašanje odmika od reprezentacije k prezentaciji v 60. 70. letih in kako je ta odmik pravzaprav vpliva na sodobno dramsko pisavo. Vzamem Jovanovićev sinopsis za Happening Hlapci iz 70. let in pa Močnikov Generator, torej ta, ki je bil potem tudi posoden naslov za celotno antologijo, in jo primerjam z teksti dveh dramatis, se pravi ta odmik od patriarhata očitno v neko žensko pisavo oziroma v neko prevlado ženskih avtoric, ustvarjalk v sodobnosti. Primerjam Jovanovićev sinopsis z dramo Simone Semenič Mi, evropski mrliči in pa Močnikov tekst z tekstom Varje Hrvatin, vse se je začelo z Golažem iz Zajčkov, ki uporabljajo pravzaprav zelo podobne postopke, se pravi odmik od nekega dramskega besedila, ki ne bi nekaj reprezentiral v gledališče kot dogodek, ki manipulira z čustvi gledalcev. Tukaj je ta odmik zelo izrazit pri Jovanoviću in potem seveda tudi pri Simoni Semenič, kjer pa ugotavljam, da Simona pravzaprav vse te postopke uporablja zato, da bi gradila neko močno dramatičnost, se pravi neke učinke, ki bi pripeljali pravzaprav do nekih intimnih spoznanj o današnjem času, o tem, kar se nam dogaja. Podobno je pravzaprav pri Varji Hrvatin v primerjavi z Močnikom, če gre pri Močniku za nek tekst, ki izkorišča naključje, ki pravzaprav izkorišča kombiniranje različnih možnosti, tako performativnih kot tekstovnih. Gre pri Varji podobno za uporabo te
tega izbora, se pravi naključja, kako bralec bere samo dramsko besedilo, kako ga kombinira, vendar pri vari je to pravzaprav način, kako bralec oziroma gledalec vstopa v ta tekst, ki je izrazito intimen, ki se ukvarja z varinim življenjem, z nekimi izseki iz tega dogajanja in gradi pravzaprav eno zelo avtentično zgodbo, ki se dotakne sodobnega človeka. Moj zaključek je pravzaprav ta, da so 60-70 leta izrazit odmik v postdramsko ali pa performativno pisavo, ki pa je v osnovi imela namen, da širi neke možnosti, ki jih gledališče ima, da predrugači gledališko ustvarjanje, dramsko pisavo, medtem ko sodobna dramatika pravzaprav gradi na tej dediščini, jemlje te postopke, ampak z nekim drugim namenom, se pravi z namenom, da zgradi tekst, ki je za današnjega bralca, gledalca dramatičen in čim bolj avtentičen, se pravi tekst, ki učinkuje pravzaprav za današnjega bralca. Hvala. Zdaj sta dve razpravi, ki se ukvarjata z bralnimi uprizoritvami. Ena je izpod peresa Barbare Orru, tukaj prisotne, ki v bistvu dela teoretsko podlago teh bralnih uprizoritev, hkrati pa išče in najde v bistvu njihove začetke v slovenskih neoavantgardnih praksah in potem tam preide v sodobni čas. Druga razprava je pa izpod peresa treh avtorjev, in sicer Jakoba Ribiča, Varje Hrvatin in Maše Radi-Buh, ki sta tukaj prisotna in bosta sama kaj več povedala, dva od teh avtorjev. Ja, se pravi, mi smo se ukvarjali z bralnimi uprizoritvami. Jaz osebno, pa mislim, da tudi Maša pa Varja, poskušamo v gledališču razmišljati na nek dialektičen način, oziroma tudi v gledališču delovati po principih dialektike, kar pomeni, da poskušamo na pojave, se pravi družbene, pa tudi gledališke, gledati in v njih premišljati skozi protislovja, ki so tem pojavom notranja. In v tem smislu so se nam bralne uprizoritve zdele zelo zanimiv fenomen, ker so že po svojem imenu pravzaprav kažejo na to, da se tam združuje nekaj, kar domnevno ne bi bilo združljivo. Se pravi, na eni strani branje, na drugi strani uprizarjanje. Če pogledamo čist nek klasičen model gledaliških vaj v recimo meščanskem gledališču, vidimo, da se ponavadi začne z branjem gledališkega besedila za mizo, potem se gre postopoma v prostor in ultimativni cilj teh vaj je potem uprizoritev na gledališkem odru. Se pravi, začne se z branjem in konča se z uprizarjanjem, ki se v nekem strogem smislu začne takrat, ko se pač branje konča, ko se z njim na nek način prekine. In gledališko uprizoritev naj bi bila pravzaprav točno to, se pravi prevod gledališkega teksta, ki je namenjen za branje, v različne odrske znake, ki tvorijo uprizoritev. No, pri bralnih uprizoritvah gre pa za to, da v bistvu na nek način ta dva koncepta, se pravi koncept branja in uprizarjanja združujejo, pri čemer se nam je zdaj še posebej seveda zanimivo to, da ga združuje na način, da branje pravzaprav postaja že uprizarjanje. Da je v bistvu branje nič drugega že dovolj za to, da lahko govorimo o neki samostojni gledališki uprizoritvi. V tem smislu se nam zdi, da je ta pojav bralnih uprizoritev pravzaprav precej sodoben, čeprav se pojavljajo že skozi zgodovino in tudi recimo že v prejšnjem stoletju, sodoben na način, da tudi v polju gledališke teorije, tako na strani teorije drame, kot na strani teorije gledaliških uprizoritev, se na nek način ta velika aporija opušča. Se pravi, govorimo o tem razcepu, po tem dvojnem statusu, kjer je na nek način dramsko pisanje ves čas razcepljeno med tem, da je literatura, ki je namenjena branju, ali pa tem, da je pač to samo material oziroma neka podlaga, ki se izpolni šele z uprizoritvijo na gledališkem odru. Tukaj recimo naštevamo dve starejši estetski teoriji, Aristotelovo in Heglovo, ki sta v nekem smislu seveda diametralno nasprotni, ampak podobni v tem, da
ta recept zelo jasno ohranjata. Aristotel recimo piše, da je od vseh elementov, ki so potrebni pri tragediji, opsis, se pravi spektakel, ta element uprizoritve na nek način za tekst najmanj pomemben, kar v bistvu nakaže delno že z izbiro naslova svojega besedila, ki mu reče poetika, ker kaže na to, da mu je pač pomembnejša tehnika pisanja bolj kot samo uprizarjanje. Hegel po drugi strani, ki živel v času brajnih dram, pa govori o tem, da se pač mora na vsak način besedilo uprizoriti in da je gledališče šele takrat, ko je na odru pravzaprav zares gledališče v pravem pomenu besede. Sodobne teorije so mogoče v tem smislu malo drugačne. Recimo pri Gerdi Pošman imamo koncept gledaliških besedil, ne več dramskih besedil, za katere ona pravi, da so v bistvu že imanentno na nek način performativne pa teatralne. Se pravi, že recimo na osnovi tega, kako so tam grafični elementi razporejeni v samem tekstu, se dogaja neka pač znotraj besedilna teatralnost. Po drugi strani imamo recimo Bruna Takelsa, ki piše pa o tem, da je pravzaprav gledališka režija neke vrste pisanje in da je gledalec pravzaprav odrskih branec. In v tem kontekstu smo potem tudi mi razmišljali o branih uprizoritvah, pri čemer smo v bistvu zasledovali dva cilja. Po eni strani so nas zanimali v estetskem smislu, o tem bom več povedala Maša, ker smo potem v drugem delu našteli tudi nekaj zelo konkretne primere praks, pri katerih smo opazili, da so tam te branje uprizoritve pravzaprav kot samostojen in ponokrn umetniški uprizoritveni format popolnoma zadostne in ne potrebujejo, pač niso neka umestna faza na poti do te pač uprizoritve, niso v funkciji prve informacije, ki jo pač publika dobi v tekstu in v avtorju, ampak so lahko pravzaprav popolnoma legitimen uprizoritveni žanr. Po drugi strani smo pa tukaj iskali tudi mogoče neke, recimo temu ideološke razloge, kjer smo precej iskali iz pozicije mladih dramskih piscev in pisk. Opažamo zdaj že vrsto let hiperinflacijo teh avtorjev, ogromno jih je, ogromno tudi pišejo, ampak po drugi strani ni pa enakega zanosa, ko pride do uprizarjanja njihovih tekstov. In tako so ti avtorji zelo pogosto prisiljeni v to, da te tekste uprizarjajo ali sami, ali v nekih produkcijskih pogojih, ki so zelo skromni in seveda ne zadoščajo temu, da bi lahko uprizorili na način teh velikih gledaliških produkcij. In zato se nam je zdelo, da bi ta afirmacija branih uprizoritev kot uprizoritev pravzaprav lahko bila dobrodošla tudi v tem kontekstu, da bi pač mladim avtorjem to ponudilo neko pač možnost uprizarjanja, ki ne bi šel na račun recimo temu pač njihove estetske vrednosti. To si že tako lepo zaključil. Mogoče res, kakor je na nek način že Jako pomenil, se mi zdi, da poleg te dialektike v naši praksi si zelo želimo biti tudi nekak sopotniki praks, ki nastajajo trenutno v okolju, ki nekak spremljevalci naših generacij recimo in opažanja, identificiranja nekih zanimivih pojavov, nekih težav in razmišljanja pač njih v kontekstu teorije mogoče, oziroma neke mešanice teorije, etnografije, popisa, v glavnem neke sprotne afirmacije. In v kontekstu tega smo razmišljali o teh brajnih uprizoritvah, ki so tudi v svoji estetskem formatu že nam bolj zanimive, oziroma smo jih prepoznali kot to, kar je Jakub zdaj opisoval. Pa bi mogoče na kratko orisala teh par primerov, kar smo imeli. In se bom res predvsem, seveda na začetku omenimo primere, kot so bili pregleji, kot da vzpostavimo vse neko kontinuiteto s tem, kje se je ta nek sodoben val teh brajnih uprizoritev začel in pod kakimi pogoji, torej tudi zaradi pomanjkanja dramskih tekstov slovenskih avtorjev, zaradi ekonomskih razlogov in pač tudi nekako pač popišemo tudi to, da je hkrati se je hkrati v zadnjih letih pojavil tudi en val, kjer gledališča skozi neke delavnice producirajo tudi dramske tekste, potem jih predstavijo v okviru brajnih uprizoritev. Nismo pa recimo kot primere izbrali prav te stvari, ki niso nujno nastale v okviru teh nekih institucionalnih delavnic, oziroma so to recimo nadgradile. En primer imamo recimo bralno uprizoritveni cikel Ko se žgem, ki je nastal na lanskem Borštnikovem srečanju, kjer je tudi Nina predstavljala en svoj tekst in v bistvu gre za adaptacijo Andersenovih pravljic Deklice z žigalicami strani večjih študentk magistrskega študija.
in je šlo za neke bolj performativne dogodke. Prav tako je v okviru akademije recimo izpostavimo tudi Drama Corbijo kot nek format. In v bistvu iz tega primera, teh dveh primerov v resnici tudi nekako postavimo eno tezo, ki jo mogoče še čaka, da to enkrat najbolj razvijemo v posebnem članek, in sicer to, da se ogromno pojavlja teh novih formatov bralnih uprizoritev med avtoricami, recimo tudi Anja Novak ima Rane, pa Moje telo, moja kletka, in da je tega več v okviru tam, kjer, kako bi to zdaj lepo besedo, tam, kjer ni prostora za uprizarjanje in se potem avtorice odločijo, da bodo to pač uprizorile tudi same in da gre v bistvu za nek avtorski poskus že uprizarjanja svojega teksta namesto predaje teksta komu drugemu, kjer ne bo zaživel. No. Da je to nek pojav, ki ga tudi opažamo in identificiramo. In potem imamo pa kot zanimive primere še recimo Nino Dragičević, ki je sicer pesnica, ampak je ta njena izvedba besedila Ljubav reče greva, tudi recimo, kjer je neka partitura ritma, atmosfere, teksta. To smo podali kot en primer in pa bralne uprizoritve, ki so bile participatorne besedila Nike Švab, Delo in deklica 1-5 drame Tlačank, kjer se je v bistvu skozi bralno uprizoritev, v katero so lahko sodelujoči na participativnih dogodkih posegali, so oblikovali potem že novo dramsko besedilo. In potem nekako še popišemo še tudi te iniciative, ki so bile recimo Adeptove bralke, ki še obstajajo, pa recimo Skrih, ki je obstajal kot neki primeri. Hvala lepa. Bi kar zaključili. Revije so, hvala pač, da ste prišli, hvala tudi avtorjem in vam, publiki. Izvodi revije so dostopni za vašimi hrbti na mizi, si lahko vzamete, sicer pa tudi na spletu, kjer so tudi posamezni članki, posamezne razprave, razrezane v PDF-je, pa si lahko tudi tam potem še naprej pogledate. Hvala lepa.